Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli, da začnemo teden z Lili Sorum. Pa je tukaj že napoved za mesec julij, kako beži ta čas. Število 7 je res snobno število, vedno ga povezujemo nekako z učenjem, z izboljšavo kvalitete, s pisanjem, branjem, osebno, duhovno rastjo, vsemi stvarmi, ki so zapisane, se pravi s knjigami, tudi z meditacijo, s pravnimi zadevami in tako naprej. In jaz bom rekla, dajte držati pesti, da tokrat pa res te izboljšave, ki se jih že nekaj časa planira za mojo spletno stran, grejo skozi, kot je treba. Jaz se rada pošalim, da ne vem, katerim bogovom spletnega sveta sem se tako zamerila, da to skozi nekaj nagaja. Ena izmed novitet bo tudi pogosto vprašanje in odgovori, vaši testimonialsi in pa končno jaz mislim, da grejo zdaj pa resnično ven tudi prve izobraževalne vsebine. Torej, držite pesti z mano in pridite julija pogledati, kaj dogaja novega. In tudi sicer, dragi moji, kaj dogaja novega v vašem lifeu? Povejte mi, kaj se vam dogaja, kaj je tazga nenavadnega za vami v mesecu juniju. Mesec junij je bil obdobje, ko naj bi šli ven iz svoje cone obdobja. Bom rekla, tudi jaz nisem bila vajena tako globoko dekotiranih oblek, v katerih me zadnje čase videvate in tako naprej in tako naprej. Marsikaj se mi zdi, da je kar prav, da poskusimo, čeprav nam je mogoče malo zoprno na začetku. Torej, kaj je tisto, kar je bilo pa mogoče meseca junija za vas nenavadno, ne vsakdanje, kaj je bilo tisto, kar vas je vam potiskalo iz tistih ustaljenih vzorcev in dnevne rutine. Tam, kaj je to, za vsakega izmed vas veste vi, ampak tam se skriva odgovor, kje se bo zgodba nadaljevala v mesecu juliju. Se pravi, kot število 7 bo prineslo, mesec julij neko razumevanje. Bom rekla, aha trenutek, zakaj so bile neke stvari morda tako zelo dramatične, drastične, morda se je nekomu življenje zelo zazibalo, morda ste zelo začeli drugače razmišljati kot prej. Marsikdo, ki je prišel k meni, moram reči, da mesec junij je bil pa kar rdeča nit meseca junija, kako se mi spet mudi. Rdeča nit meseca junija za mene v delu z vami je bilo predvsem razhajanje. Zelo veliko sveta vam sem bila na to temo. Torej, kje imamo dost? Zakaj imamo dost? To je prvi korak. Zdaj pa smo prišli do drugega koraka, ko nas bo življenje vprašalo, ja, okej, tega imaš dost, kaj pa bi rad namesto tega? Veliko, kad se borimo proti temu, pa tega nočemo več, pa to nam ni okej. Ampak pozabimo, da rabimo ta drugi korak. Kaj pa namesto tega bi? Se pravi, če imamo zdaj dosti tega, da nam šef teži, dajmo začeti dajati energijo v to, da imamo s šefom čudovit odnos. Pa je zdaj vseeno, je to ta šef ali kjer drug šef, se vse reorganizacije dogajajo, saj ni vedno, a veste, saj ni vedno edina pot to, da date odpoved, da boste imeli drugačnega šefa. Marsikdaj se lahko življenje čudovito drugače samo od sebe spelje in stvari nekako, bom rekla, razreši, samo mi moramo vedeti, kaj je ja, pa kaj ne. Torej, julij nam bo zelo pomagal razumeti, kaj je za nas dobro, tudi če nam ni všeč. Kaj je za nas v resnici ljubeče in kaj ne, če tudi imate vi nekoga neskončno radi, če tudi si še tako želite, da bi odnos preživel, da bi se odnos izboljšal, je odnos vedno del dveh oseb. Se pravi, če tudi ste vi super in se trudite in se žrtvujete in se podrajate in še kaj, ni nujno, da na drugi strani druga oseba si želi istega. Ni nujno, da ste si sploh kompatibilni. Razlogov je veliko, rešitev je pa še več. Ampak v mesecu juliju bodite pozorni, kje vedno znova popuščate, kje vedno znova se prilagajate. Ali so to prijateljski odnosi, poslovni odnosi, partnerski odnos. Predvsem pa bo seveda mene zanimal, kakšen je odnos vas do vas. Se pravi, kakšen je vaš notranji dvogovor. A znate biti sami do sebe spodbudni, nežni, prijazni, a si znate reči, ok, tole zdajle si zafrknila, ampak naslednjič ti bo pa šlo. Zdaj pa veš, kaj je treba drugače narediti. Ali se kujamo in se jezimo nase. Torej, v mesecu juliju govorimo o obdobju, ko bo naša podzavest znova, podobno kot v letu 2023, postregla z vsem tistim, kar v 2023 nismo predelali. Se pravi, dragi moji, če določeni vzorci so že zdavnaj pase, se pravi, ste vi že več kot dovolj zreli, odrasli, sposobni in tako naprej, da bi lahko delovali po drugačnih nekako zapisih in mehanizmih, potem vam bo življenje postreglo z vsaj enim dogodkom, kjer boste lahko opazili, da bi lahko ravnali drugače. Ja, zdaj pa mi ljudje smo pa navajeni delati takole, on je kriv, ona je začela.
Se pravi, ko kažemo na druge, kažemo z ostalimi prsti nase nazaj. Se pravi, prevzemajmo odgovornost. Kje smo mi odprli vrata tej izkušnji? Kje smo mi dopustili, kje smo bili mogoče preveč zaupljivi, kje smo morda premalo definirali, česa si želimo, kako si želimo. Se pravi, dragi moji, učimo se. Mesec julij je predvsem obdobje učenja. Če smo tukaj prišli do neke situacije, kjer smo v konfliktu, kjer so se stvari iztekle zelo drugače, kot smo mi menili, kot smo bili prepričani, da smo se na začetku zmenili, se pravi, kaj je bilo tisto, kar je zaškripalo, ali morda nismo dovolj jasno povedali, pa smo kar predvidevali, da druga oseba ve, in obratno, največkrat se to zgodi, da iste besede različnim ljudem pomenijo preprosto različne stvari. Se pravi, tudi ko vam nekdo reče, jaz bi bil res v resnem odnosu. Jaz danes tako govorim, kot da bi v času zvankali in boste vi vsi skupaj spakirali in šli na morje in me ne boste do konca poslušali. Torej, tudi ko vam nekdo reče, da resno misli, tudi ko vam nekdo reče, da se želi resnega odnosa, je treba definirati, kaj resen odnos pomeni za vas in kaj resen odnos pomeni za to osebo. Niso vsi navdušeni nad tem, da se takoj po 2 vikendih skupaj preselijo in poročijo in imajo otroka. Niso vsi takoj, ko nekoga spoznajo, pa rečejo, želim si resnega odnosa, niso vsi takoj začeli planirati skupnih počitnic, pa novega leta, pa ne vem, upokojitve. Se pravi, potrebno je znati definirati. In če je število 7, v čem je enostavno fantastično, je pa to, da mi bolj analiziramo, bolj razmišljamo, bolj pragmatično se lotevamo stvari, bolj smo, bom rekel, tudi perfekcionistični, predvsem pa smo bolj osredotočeni na podrobnosti, na vse tisto, kar je zapisano v drobnem tisku, pa vse tisto, kar je povedano med vrsticami. Se pravi, bodite v tem mesecu še posebej pozorni na tisti notranji glasek, ki vam bo rekel, ok, kaj pa če to ni to, kaj pa če to malo drugače mišljeno, ne? Saj to smo se nekako navadili, da ko kupimo nekaj, da moramo ta drobni tisk najprej poiskati, pa potem ostale stvari. A ne, v življenju pa velikokrat isto. Naletimo na ljudi, ki so enostavno od nas drugačni in jim iste besede, isti pojmi, isti dogovori potem takem predstavljajo čisto drugačen kontekst, koncept in seveda tudi potem izid. Torej, dragi moji, bodite čuječi, bodite čim bolj definirani in čim bolj, bom rekla, radovedni. Čim bolj radovedni, se pravi, kaj pa je tisto, kar vam ustreza v odnosu? Kaj je tisto, kar vam ustreza v določeni interakciji, v določenem načinu komuniciranja in kaj ne? Ljudje se spreminjamo, so obdobja v življenju, ko radi žuramo, ko smo radi zunaj, ko smo morda zelo ekstrovertirani, ko čutimo potrebo, da vse delimo z okolico, ko objavljamo na socialnih omrežjih, še pa jož, pa pridejo obdobja, ko bi imeli svoj mir, ko nam morda celo bolj paše biti doma, pa si skuhati nekaj, ali pa samo nek sendvič na hitro narediti, prečko čipsa odpreti, imeti svoj mir, svojo tišino, svoje misli, kakšno knjigo prebrati, kakšen film pogledati, noge dati v luft, dolgčas pasti. V različnih obdobjih smo si in sami med seboj smo si različni ljudje. In tudi ko smo bili majhni, smo rabili veliko več pozornosti in pomoči kot odrasli in potem kot starejši znova bomo potrebovali malo več asistence. Pravi, tukaj vmes je pa nešteto odtenkov vas. V katerem odtenku, dragi moji, ste zdaj? V kateri fazi ste v tem trenutku? En izmed stvari, ki lahko zelo pomaga v sklopu numerologije, je izračun osebnega numerološkega leta in osebnega meseca. Če gledate tole napoved, preden se je iztekel junij, naj vas opozorim, vodnik je še vedno znižan na samo 22 €. Se pravi, po mesecih boste dobili točno napisano, kaj se vam dogaja, vaje, bom rekla tudi nekaj informacije, noter, v glavnem ogromno informacije za vsak mesec posebej, da se lahko resnično posvetite temu letu, pa po svoje tudi fajn, da je že pol leta mimo, kajti za marsikaj za nazaj boste dobili pa preprosto razumevanje. Ok, torej, v katerem odtenku, če pogledate zdaj tole mojo obleko, o Marija, če bi pogledala samo en ta odtenek, kako zelo bi bila drugačna, če ne bi jih bilo toliko. In sigurno se kakšen vmes tudi malo tepe po kakšnih smernicah in tako naprej. Torej, dragi moji, kje ste zdaj? Kaj je tisto, kar si znotraj časa za sebe vi želite?
Ali to pomeni, da boste šli drevo objeti, knjigo prebrati, se usest, pa bili sami s seboj? Ali to pomeni, da boste šli ven žurati z ljudmi, ki jih ne poznate? A to pomeni, da boste šli, ne vem, na Triglav prvič? A to pomeni, da boste šli na plažo ležati? Kaj za vas v tem trenutku pomeni prosti čas, v katerem se kvalitetno posvečam sebi? Se pravi, kaj je tisti posvečeni čas vam? In dragi moji, ali ga sploh imate? In če se znamo organizirati, tako da gremo na kavico s tem prijateljem, pa z uno kolegico, pa s to sodelavko, pa gremo na ta rojstni dan, pa piknik in tako naprej, jaz mislim, da nismo prav nič manj vredni in da je prav, da v svoj koledarček zapišete tudi randi sami s seboj. In ko bo nekdo rekel, star moja, v sredo popoldne greš z rabi ven, boste vi rekli, joj, sem pa že zmenjena, ker ste zmenjeni sami s seboj. In imate do tega vso pravico. Seveda se imate vso pravico tudi premisliti, ne me narobe razumeti. Ampak fajn je, da si znotraj julija čim večkrat jemljete čas zase, kjer ne bo distrakcij, kjer ne bo drugih ljudi, kjer ne bo drugih informacij, kjer ne bo nekega hrupa, ki bi na vas vplival, in raziskujte sebe, kot bi raziskovali nekoga, v kogar ste frišno zaljubljeni, takrat nas vse zanima, vse moramo vedeti, kjer je tvoj najljubši, ne vem, parfum, pa komad, pa hrana, pa glavno mesto, pa reka, pa vse nas zanima. Zakaj ne bi zdaj to vse nas zanima usmerili vase? Se pravi, kaj v tem trenutku vaš najljubši komad? Kaj vam najbolj paše na dušo? Če greste na YouTube, Spotify, kamorkoli že, kaj je tisto, kaj je na vaši playlisti? Kater komad, ko ga slišite, mogoče slučajno v tem trenutku vas kar napolni z energijo? Kjer film vam je v tem trenutku ful cool? Vam je ful dal, vam je dal za misliti, vas je morda nasmejal, vas je morda sprostil? Kjera hrana vam v tem trenutku najbolj paše? Glejte, zdaj se bo vročina končno začela, po vsej verjetnosti nam paše malo drugačna prehrana kot sicer. Kjera pijača vam najbolj paše? Kjere knjige v tem trenutku vas najbolj nekako kličejo, vlečejo? So to poletni, romantični, ljubavni romani za na plažo? Ali je to mogoče kakšna strokovna literatura, se boste nekje malo bolj podkovali, izobrazili in potem lažje v službi delali, ko boste prišli nazaj z dopusta? Ali vas nekaj zanima? Morda se boste pa sposodili kakšno knjigo oziroma vzeli kakšno gradivo v roke, s katerim se boste naučili, kaj pa vem, kitajske medicine, s katerim se boste morda malo razširili obzorja in se boste izobraževali v svojem prostem času. Ali so to morda zgodovinske knjige, ali so to morda knjige osebnostne, duhovne rasti in katere? Se pravi, to sta dva tako zelo široka pojma, veste, da včasih se morda preveč osredotočimo in zataknemo pri enem od tem, ko namesto, da bi pogledali, koliko jih je. Torej, kaj nas potem še zanima? Ali bi šli v gore, ali bi šli na morje, ali bi bili doma, ali bi bili nekje zunaj, ali bi bili ob reki, ali bi bili ob jezeru. Se pravi, čim več stvari se sprašujte, katere barve vam v tem trenutku najbolj prijajo. Ste se morda ujeli, da ste zadnje čase malo bolj živahno odeti, katera barva izstopa, pozanimajte se, kaj ta barva pomeni. Če imate kristale, kateri kristal vam v tem trenutku najbolj sede, katera energija vam najbolj prija. Torej tudi, ko govorimo o glasbi, saj ne samo komad, včasih nam zelo ustreza klasična glasba, včasih gremo v totalen heavy metal, potem gremo v romantične balade in bačate in tako naprej. Se pravi, kaj je tisto, kar v tem trenutku vam najbolj nekako paše, kaj je tisto, kar vas najbolj poboža, kaj vas najbolj nahrani. In seveda, kaj je tisto, kar vam najhitrejše poje živce? Tukaj pa že en napotek naprej za mesec avgust. Mesec avgust bo zelo, zelo energijsko intenziven. Se pravi, že proti koncu meseca julija bomo opazili, da neke stvari nas zmotijo, da smo morda bolj na kratko narejeni, da smo bolj razdražljivi, da hitrejše rečemo, ok, zdaj pa grem, zdaj sem pa tukaj to zgodbo zaključil oziroma zaključila. Torej, avgusta bo ključnega pomena. Gledajte, kar upočasnila sem se končno. Ključnega pomena bo, da svojega časa iz svojih misli, tudi ene misli na dan, ne namenimo temu, kar nas živcira, kar nam kri pije, kar nam živce kravža in vse ostale izraze, ki jih še imamo. Mesec avgust bo zelo intenziven, zelo bo namenjen manifestaciji, reorganizaciji našega lastnega življenja. In tako kot tudi včasih v poslovnem svetu so potrebne tudi težke
krute odločitve, ko po tisoče ljudi ostane čez noč brez službe, ko je potrebno neke obrate zapreti, ko je do neka oprema mogoče dotrajana in jo je treba dati v odpis, kljub temu, da v tem trenutku morda še nismo ali pa nismo zmožni finančno novega nakupa. Kaj v vašem življenju, dragi moji, je potrebno odrezati, čeprav vam ni do tega, čeprav vam morda srce govori ravno obratno. Jaz verjamem, da vse te osebe, ki podpisujejo odpovedi, imajo srce in jim ni vseeno in ne odpustijo kopico ljudi in grejo domov in se počutijo fenomenalno dobro in si nalijajo kozarček rujnega in rečejo, toliko sem dobro delal, danes naredil oziroma naredila. Jaz verjamem, da tudi njim niso to lahke odločitve, da so to težki trenutki, ki tudi na njih puščajo neke posledice. Se pravi, če bi zdaj vaše življenje nekako prevekslali, pretenstali v nek projekt, kje vam gre preveč energije, kje vam gre preveč denarja, kje vam gre preveč vas, kje pa sebe morda premalo investirate. Se tudi včasih sprašujem, če bi mogla bolj pomis usekati s to mojo spletno stranjo, pa komu s čim zagroziti. Jaz se tudi včasih sprašujem, kje v mojih zapisih jaz nisem dovolj odločna, da bi rekla, ker jaz točno vem, kaj bi rada imela in jaz vam idej ful, jaz vam idej toliko, dragi moji, da če bi moja spletna stran bila taka, kakršna bi jo jaz rada imela, bi imeli vsi mi tako vsaj za en dober vikend dela na njej, vsebin, tako se mi zdi, zelo rada bi predajala stvari naprej, pa se vedno znova vrtim v nekem hecnem krogu tega, da ali se pri spletni trgovini stvari zataknejo, pa potem naročila lovim, ali se moje zdravje toliko poslabša, da mi potem kreativa seveda trpi. Tako da kaj je tisto, se moram tudi jaz vprašati sama pri sebi, kar mene pri meni bremza. Tako da, dragi moji, velikokrat je mnogo lažje za druge vedeti, kaj je vse narobe, pa kako bi vi to malo drugače naredili, pa kako mogoče bi si lahko olajšali kakšen proces, tako da v mesecu juliju se ne bati vprašati za nasvet, se ne bati poprositi za pomoč, se ne bati vprašati nekomu, pa reči nekomu, kaj si ti misliš, gled to se mi ponavlja. Kaj ti na to praviš? Kako mogoče bi se ti tega lotil? Več glav, več ve. Na vseh področjih. V programerstvu, v spletu sploh, vse povsod. Ni pa treba seveda vsakega nasveta upoštevati. Pomembno pa je, da si širite obzorja in da izbirate stvari tako, kot bi dober starš izbral za svojega otroka. In jaz vem, da to velikokrat povem, pa se bom še enkrat ponovila, sploh glede na to, da je bilo ogromno svetovanj na temo razhajanja. Torej, dragi moji, kadarkoli, predvsem dame, pa tudi moški, kadarkoli vam rečem, če bi prišla vaša hčerka domov, pa bi vam vse tole povedala, kaj bi vi rekli? In jaz vam povem 100%, vedno je odgovor, pusti to osebo, veš, koliko še je. Torej, dragi moji, naj bo julij obdobje, ne, ko bomo zdaj vse puščali, pa bomo vse nekam poslali, pa se bomo z vsemi skregali, boh ne daj, ampak naj bo obdobje, ko bodimo kritični do odnosov, prijateljstva, komunikacije, navad, katerih del smo. Se pravi, ali je vaša prehrana načeloma zdrava? Ali se dovolj gibate, ali dovolj pijete, ali je vaša hrana duha, srca, uma kvalitetna, ali večinoma gledamo neke limonade, pa neke akcijske filme, ki so polni nasilja mimogrede, ali gledamo bolj kot ne socialno omrežje, kjer je znova kopica napačnih informacij, kopica sovražnega govora, kopica nekega kreganja, kopica nekih nestrpnih komentarjev. Jaz moram reči, da sem zadnjič res tako prav, prišla sem do trenutka, ko sem si rekla, ne da se mi. Delila sem nek posnetek, prevedla sem, kaj je pisala v španščini, spodaj se je vnela cela debata, narava ni taka, narava je kruta, narava je to. In sem enostavno zbrisala. Ne da se mi v te nizke vibracije prerekanja. Ne govorim o tem, da nekdo na spoštljiv, primeren način napiše, v naravi se to običajno ne zgodi tako, ali pa narava je načeloma bolj okrutna in tako naprej, ne pa nižamo si vibracijo s tem, dragi moji, nižamo si o sebi, vse ne drugim, vse v tisti komentarji niso meni nižali vibracije, ampak osebi, ki se je spustila na ta nivo, da je imela potrebo nek svoj gnev in pluvati tam meni po profilu.
In to je čudovita iztočnica, preden se lotimo pregleda od 1 do 9. Mi smo tisti, ki ali odpremo vrata in gremo v neke čenče, v neke nizke vibracije, v nek strah, v neko zavračanje, v neko, veste, tudi čenčanje in opravljanje, kadar je, veš kaj zdaj že. Mi odpremo vrata temu. Ko nekdo pride in prične to temo, spremenite temo, speljite pogovor drugam. Vsi imamo možnost reči, jaz pa res o temu nič ne vem, to pa boš, če se s kom drugim in pogovoriš. Vedno je možno na lep, primeren način najti pot stran od tistih vibracij, ki so nizke, preden nas nekako potegnejo dol. Sploh, ko govorimo o vibraciji pomanjkanja. Vsi se kdaj ujamemo v težke situacije, vsi kdaj jamramo, vsi kdaj pademo v vlogo žrtve. To je dejstvo. Smo ljudje. Sploh avgusta pa je pomembno, da vsi odzivi, ki prihajajo, vsi tiste, bom rekla, mogoče nepričakovane situacije, v kateri bomo rekli, Marija, a bom to zmogel. Sploh, ko govorimo o pomanjkanju, pa to ni nujno samo finančno pomanjkanje, to je lahko tudi pomanjkanje fizične moči, zaupanja, vere, samozavesti. Vse to bo na preizkušnji avgusta. Pravi, dajmo julija nekako presejati in se sami zavedati, kje smo močni, to krepiti in seveda negovati tiste dele, kjer nismo. Zakaj pa se pravi, ne potrebujemo nizkih vibracij, ne potrebujemo ljudi, ki nas dajo v nič, ne potrebujemo ljudi, odnosov, situacij, ki ne verjamajo v nas. Naj imajo oni svoje mnenje, naj imajo oni svoj svet, naj oni pač se nekako marinirajo v energijah, ki so pač njim super. Pa se mogoče je zanimivo gledati, kako velikokrat imajo ravni taki ljudje mnenje o sebi, da so zelo duhovno razviti. Torej, dajmo iskati tisto pravo, korektno pot, ki se ji reče naša lastna integriteta, kajti tako krepimo svojo samozavest. Ko smo mi močni v naši lastni integriteti, ko so naše meje postavljene, kar nekaj oddaj na to temo je že posnetih, pojdite jih pogledati, 1, 2, 3 so fantastične, še jaz jih sem pa kaj pogledam. Torej, dragi moji, mi smo tisti, ki moramo postaviti svoje standarde. In na kratko, če bi zaobjelo vse skupaj, julij je namenjen temu. Našim standardom, postavljate jih vi, pa prav nihče drug. Ok, zdaj pa hitro seštiti svoj rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti. Če spremljate oddajo na YouTubeu, pa če spremljate prvič, kar mirno stavite, v miru zračunajte in potem pogledajte naprej. Enke, julij bo izvrsten mesec za to, da bi premagali tisti občutek, a veste, da morate biti hitre, da morate biti storilne in da morate biti najboljše, dobre, top v tem, kar počnete. Julija je velika verjetnost, da vam bodo podarjene neke nove poti, drugačni pogledi na svet, drugačni ljudje, drugačne možnosti, ki jih pa seveda ne boste zaznali enke, če se vam bo mudilo samo k cilju, namesto da bi si ogledali pot. Se pravi, če se boste odpravili na Triglav, ni bistvo, da boste na Triglavu 1, 2, 3, bistvo je, da boste vmes še kakšno rožico pogledali, kakšen kamenček pobožali, drevo objeli, da boste s kakšnim hribovcem eno rekli, boste s kakšnim kužkom poigrali. Torej, drage moje enke, bistvo v mesecu juliju je pot, podrobnosti, vse tisto, kar je v čem skrito, se pravi globina in ne hitrost. To bo usta. Dvojke. Drage moje dvojke, bodite pozorni na vse to, kar vam ljudje sporočajo med vrsticami. Se pravi, neke skrivne, ne bom rekla skrivna sporočila, ampak bom rekla, veste, vsi poznamo ljudi, ki so zelo prijazni, ampak za hrbtom grdo govorijo o nas, pa bi se zdaj izognila pridevniku hinavski, pa dvolični, ampak naredite neko inventuro ljudi v svojem življenju. Koliko ljudi vam po pravici v obraz pove, kaj si misli. Koliko ljudi vam včasih reče, glej, ljubica, lej, srček, tole bi lahko drugače naredil. Koliko ljudi pa vas samo kritizira. Koliko ljudi se je navadilo na to, da ste vi vedno drugi, da se vi vedno prilagodite, da ste vi vedno tisti, ki je strpen, strpna. Se pravi, koliko ljudi imate v življenju, katerim ste dejansko enakovredni in kolikim ne. In verjamem, da mi od tu naprej ni potrebno dajati nasveta, kaj s tistimi, kjer je odgovor ne, storiti. Zelo pomemben bo tudi notranji dvogovor, za vas še pa toliko bolj, se pravi, bodite sami do sebe prijazni, da bo lahko svet okoli vas prijazen do vas.
Trojkice, drage moje trojke, ustvarjalen mesec, ampak po drugi strani ta ustvarjalnost pa lahko v določenih trenutkih, ki ne bodo vaši najboljši, se zelo usmeri v dvom. V iskanju vsega, kar gre lahko narobe, v iskanju vsega, kar je z drugimi narobe, v iskanju vsega, kar je z vami narobe. Se pravi, drage moje trojke, aktivno vsak dan, večkrat na dan usmerjajte svoje misli v smeri rešitve in tega, česar si želite, ne tega, česar nimate, ne tega, česar nočete, ne tega, kar vas moti. Odmaknite se od vseh ljudi. Za vas je to še posebej pomembno tale mesec, od vseh ljudi, ki so nečimerni, od vseh ljudi, ki so črnogledi ali kakorkoli agresivni. Pišite si svoje ideje, pišite si tudi korake, kako jih boste dosegli. Se pravi, nekoliko bolj, bom rekla, z razumom pejte pa te situacije, da boste lažje dobili sliko, kako se nekih stvari lotevati kasneje naprej. Štirkice, drage štirkice, za vas bo končno malo lažje dihati. Mesec junij si mislim, da ni bil v vseh trenutkih najbolj prijeten. Torej, lažje boste neke stvari razumele, doživele, zanalizirale, našle smisel in pa predvsem šle naprej. Torej, drage moje štirkice, ne ustrajati, res neke stvari smo pa res preživeli, doživeli, prežvečili, pustili za seboj. Glejte, kako zelo se je življenje spremenilo, odkar imamo internet, pa ni več stacionarnih telefonov, pa se z divnimi signali ne pogovarjamo in tako naprej. Dajte enostavno, bom rekla, upgradeati oziroma osvežiti tiste stvari v življenju, kjer pa resnično mogoče zelo zastarelimi pristopi in načini komuniciranja, ravnanja, delovanja se lotevate nekih stvari, katere bi lahko resnično naredili pol hitreje, veliko bolje, na drugačen, malo bolj, se nočem reči sodoben način, ampak drugačen način. Petkice, drage petkice, ja, za vas bo sila zanimiv mesec, lahko gre v eni točki tudi v ekstrem tega, da boste imeli totalno epifani trenutek, totalno neko razodetje, razumevanje nečesa z daljne preteklosti. Se pravi, z neke podzavesti bo prišlo nekaj ven, ko boste rekli, ja, zdaj pa štekam, držite se tega, zdaj pa štekam, kajti za marsikoga bo še ta trenutek mimo. Velikokrat, drage moje petke, ste tako zelo v trenutku, da je vaš razum tam zadnji, nekaj kriči, maha, skače, se dere. Veste pa tako, joj, ne moram zdajle, veš, glih, tukaj se nekaj zanimivega dogaja, se moram temu posvetiti. Se pravi, v mesecu juliju čim bolj sebe opazovati, čim bolj biti resnično analitični, čim bolj biti v trenutku, kar vi sicer znate, ampak v trenutku s svojim razumom, se pravi, biti, bom rekla, malo picajzla, biti zelo natančni, kateri občutki, katere reakcije se vam sprožajo v določenih trenutkih, ob določenih osebah, po določenih hrani, gibanju in tako naprej. Se pravi, raziskovati preprosto sebe. Kot bi, drage moje petkice, ve pisale priporočnik, kako z vami ravnati za nekoga drugega. Šestkice, drage šestke, junij verjamem, da je bil intenziven, julija se malo umirjajo stvari, zelo pomembno pa bo, da vse to, kar se je junija nekako nakuhalo, vse to, kar je bilo mogoče zelo čustveno, nekako zdaj ubesedite, nekako zdaj osmislite. Neka resnica se bo pokazala v mesecu juliju, ne bo vam morda všeč, za marsikoga bo tudi razodetje, da nekaj ni bilo čisto tako, kot se je sprva zdelo, oziroma da nek dogovor ni bil čisto, kot ste vi razumeli, da bo. Tukaj mogoče ciljam tudi na začetek oddaje. Se pravi, drage moje šestice, kaj je vaša resnica? Kaj je vaš svet? In kakšen nivo ljudi si vi želite v svojem življenju? Ne glede na to, koliko ljudi v svojem življenju zdaj imate. Včasih rabimo res narediti malo prostora za drugačno kvaliteto oseb, ki nas obdajajo. Sedmice, podobno velja tudi za vas. Določene stvari se bodo zelo, zelo razkrinkale. Neka tančica vam bo z oči dol padla, ki je bila mogoče, bom rekla, malo pred junijem prisotna in potem tekom junija. Predvsem pa je pomemben čas tole za raziskovanje sebe v smislu duhovnega bistva. Za vas je mesec julij resnično obdobje duhovne preobrazbe, če boste bili vi tisti, ki bo naredil prvi korak. Se pravi, vzeti kakšno dobro knjigo o duhovni rasti, vzeti kakšno res dobro, ne vem, vzemite si čas, poglejte kakšno dobro delavnico, kakšno dobro predavanje. Kaj je smisel vašega življenja? Kako vi dojemate svoje poslanstvo? Kaj je tisto, kar vi dajete človeštvu? Jaz sem čudovito svetovanje,
ki se točno tako tudi imenuje poslanstvo, vaše darilo človeštvu. Torej, se pravi, kaj je tisto, kar vi darujete, kaj je tisto, kar vi doprinašate in še pomembneje, katere nivoje vi sprejemate, kateri nivoji so vam sprejemljivi in vendarle zakaj. Osmice. Drage moje osemke, avgust bo močen. Avgust bo močen, julija si vzeti čas za tišino, za sebe, za razmislek, za res tak, ja, pri vas bom pa rekla, okruten popis tega, kaj deluje, kaj ne deluje, kateri ljudje so vam doprinos, kateri ne. To zveni tako zelo preračunljivo in tako zelo hladno, vem, ampak mi se pogovarjamo o 2 mesecih vašega časa. Se pravi, odmaknice od vseh konfliktov, odmaknice od vseh energij, zapisov, pomanjkanja, kajti točno to si boste priklicali v življenje na polno v mesecu avgustu, če tega ne boste storili že v mesecu juliju. Julij za vas bo mesec izobraževanja, mesec izpopolnjevanja vas samih, kvalitete v samih in vsega tega, kar vi počnete. Se pravi, če bi zdaj mogoče malo ponesrečeno rekli, da je produkt vse, kar vi date od sebe, ali je to kosilo, ali so to odnosi, ali je to, kar delate v službi, kako lahko dvignete kvaliteto vsemu temu in posledično seveda ste vi bolj kvalitetna oseba in vaše življenje je bolj kvalitetno. In še devetke, drage moje devetke, ja, malo bo tukaj tesnobnih trenutkov med razumom, ki bo hotel razumeti, ki bo hotel imeti stvari napisane, definirane, overjene pri notarju, in med vašim srčkom, ki si bo želel neke stvari čutiti, doživeti, občutiti. Zelo mislim, da bodo na vrsti tiste situacije, ko bo vaše srce želelo odpustiti, ko bo želelo vztrajati, razum bo rekel, to nikamor več ne pelje, to ni v redu. In tukaj smo znova pri teh težkih, bom rekel, tudi čustveno napornih odločitvah, kjer pa je potrebno, bom rekel, tudi neke reze napraviti. Če jih ne boste vi zdaj naredili, drage moje devetke, lahko pričakujete, da jih bo življenje naredilo na nepretirano nežen način v mesecu septembru ali najkasneje mesecu oktobru, kar lahko pomeni, da tako kot sem prej rekel, včasih se ni treba nam dati odpoved, da pride do reorganizacije pa nekdo drug na šef. Včasih nas pa enostavno stvari tudi minejo, ampak ko nas minejo na ta način, mire cel koncept, namesto da bi nas minila samo ena oseba, samo ena želja, samo en projekt. Torej, dragi moji, julij bo vse prej kot dolgočasen. Julij bo mesec, v katerem bomo zelo odkrivali svoje globine, svoje tančice, razkrivali, neke meglice bodo padle z naših oči. Torej, jaz si resnično želim, da bo to obdobje, v katerem boste ugotovili, da ste fantastična oseba, v katerem boste okrepili svojo ljubezen do sebe in posledično seveda tudi svojo samopodobo in, kot smo prej rekli, svojo integriteto, kajti pravzaprav to je tisto, kar vodi v dobro samozavest. Dragi moji, naj bo julij čudovita priprava na mesec avgust, ki bo zanimiv. Torej, kot smo rekli, v visoke vibracije, dvigniti standarde tudi do sebe, dragi moji, tudi do sebe. Se vidimo naslednji ponedeljek.